Danes v novicah med drugim predsednik Pahor na obisku v Brežicah, gradnja kanalizacije v Šentjerneju, podelitev občinskih priznanj v občini Mokronog-Trebevno. Dober večer. Na vabilo regijskega štaba civilne zaščite za Posavje se je predsednik države Borut Pahor danes mudil na obisku v Brežicah. Predsednika so sprejeli brežiški župan Ivan Molan, poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan in poveljnica civilne zaščite za Posavje Zdenka Močnik. Pahor je med drugim obiskal splošno bolnišnico Brežice, prav tako brežiško enoto varstveno-delovnega centra Krško Leskovec, za zaključek pa še enoto doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Rad bi izrekel hvaležnost vsem, ki zdaj v tem finalu soočanja z epidemijo storijo vse za to, da poleg vsega vlivajo tudi prepotreben optimizem, da bo enkrat naposled tega konec. Moram reči, da seveda v občini Brežice kot obmejni občini je bilo veliko različnih izzivov ob tej epidemiji. Z skupnimi očmi smo pokazali, da z sodelovanjem se da veliko narediti in seveda verjamem, da tudi tako bomo v prihodnosti. Rad bi se zahvalil predsedniku za njegovo zahvalo, ki jo pokaže s tem, da obiskujeva regijske štabe in seveda s tem tudi vse strukture, ki na tem področju delujejo na nivoju posamezne regije. To je 10. obisk danes. Glede cepljenja in nekaterih zapletov, ki se pojavljajo glede cepiva podjetja AstraZeneca, pa Pahor odgovarja. V skladu z načrtom strategijo cepljenja ne bi bil tudi sam na vrsti za cepljenje z AstraZeneco konec tega tedna in če bo pri tem ostalo, nimam nobenih težav, zaupam ljudem, ki skrbijo za cepljenje. Pahor je ob današnjem obisku izrazil veselje nad jutrišnjim srečanjem na Brdu pri Kranju, kjer se bodo sestali predsedniki parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin v državnem zboru ter minister za zdravje in člani strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. V občini Šentjernej nadaljujejo komunalno opremljanje naselij. Potem, ko so lani jeseni podpisali pogodbo za izvedbo projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Krke, občina Šentjernej pospešeno urejajo sistem kanalizacije v aglomeraciji Vrh pri Šentjerneju, edini v občini z več kot 2000 populacijskimi enotami. K 17 kilometrom kanalizacije v občini, povezane z osrednjo čistilno napravo v Šmavči vasi, bodo delavci Krškega Kostaka s podizvajalcem dogradili dobra 2 kilometra gravitacijskih vodov, nekaj več kot 280 metrov tlačnih vodov, črpališči, hišni črpališči, vgradili pa bodo tudi 7 malih komunalnih čistilnih naprav. Izpostavimo samo eno dobro lastnost tega, je to, da bo se čez podtalnico minimalno ali skoraj nič odtekalo proti reki Krki in bomo ta biser Dolenjske, Posavja in Slovenije postal bo še bolj čist, kot pa je sedaj. Naložba je zelo pomembna z vidika komunalnega opremljanja največje aglomeracije v občini, poudarja župan Jože Simončič. Dela naj bi dokončali še letos ali v začetku prihodnjega leta. Zelo je pomembno, da po procesu odkupa čistilne naprave in koncesije širimo in nadaljujemo z izgradnjo omrežja. Zelo pomembno je tudi, da čim prej izvedemo in pripravimo operativni program, ga že izdelujemo, na osnovi katerega bomo za celo občino opredelili, kje bo šlo za občinsko naložbo, torej za javni kanalizacijski sistem. In kje za vgradnjo malih čistilnih naprav, pri čemer bodo občanom za te zagotovili subvencije. Simončič računa, da bodo operativni program na občinskem svetu potrdili do konca leta. Z naložbo, s katero bodo pridobili občani Šentjerneja, Šmavčje vasi, Vrha, Dobravice in Gorenje Brezovice, bo pokritost čiščenja odpadnih voda v tej aglomeraciji 100-odstotna. Gre za manjši del območja, res je najbolj strnen, najbolj ekonomičen. Pred nami pa so večji izzivi, konfiguracija terena, razpršena gradnja. Torej jih na kanalizacijskem področju čaka še precej dela.
Na Višjem sodišču v Ljubljani je bilo pravnomočno razsojeno, da mestna občina Novo mesto ni dolžna plačati nekaj več kot 5,6 milijona evrov z zamudnimi obrestmi občinam Brežice, Kostanevica na Krki, Krško, Sevnica in Šentjernej kot povračilo škode zaradi izgube nepovratnih evropskih in državnih sredstev za izgradnjo druge faze regijskega centra za ravnanje z odpadki Cerod. Novomeška občina ter podjetji CGP in Malkom prav tako niso dolžni plačati dobrih 1,1 milijona podjetju CMC Group kot povračilo škode v zadevi hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Osrednje Dolenjske. V zadevi, ki je v preteklosti dvignila precej prahu, se je torej na dolgi rok izkazalo, da je mestna občina v postopkih ravnala pravilno, je poudaril župan Gregor Macedoni. Še ostajamo v novomeški občini, kjer bodo s 1. aprilom v veljavo stopile višje cene predšolskega varstva. Podražitev se je napovedovala kar nekaj časa, saj že nekaj let niso uskladili cen vrtca, plače v javnem sektorju pa so v tem obdobju zrasle. Občinski svetniki so z 20 glasovi za in 4 proti podprli predlog sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto. Vsako povišanje cene seveda je boleče in tega nihče ne mara, seveda ne. Je pa tako, da jaz bi tle lepo pohvalil tudi ta pogajalski del, ki ga je opravila direktorica občinske uprave z ravnateljicom, da so res najdli optimalno povišanje. Ne morem podpreti povišanje cen, podobno, ko smo v prejšnjih točkah govorili, glede na socialo in stanje marsikaterih družin, ker je težko, so brez služb oziroma na nekih čakanjih. Jaz se pa kar strinjam s to ceno in prav je, da se to malo poveča za vrtce, ker pa mislim, da se za socialno ogrožene pa ne bo nobene razlike, kot smo s tem sistemom gledali. Bodo nas skoraj na istem mestu stalo, kot je zato do zdaj. Z vrtci smo poskušali najti vse rezerve, zato je zvišanje precej nižje od dviga plač v javnem sektorju v tem obdobju, zagotavlja Macedoni. Vemo, da so različno glede na socialni status staršev tudi različne cene, tako da v tisti socialno najbolj ogroženi so te spremembe praktično na ravni par evrov. Predšolska vzgoja v novomeški občini je sicer po mnenju večine trenutno dobro urejena. Res mislim, da imamo dobre vrtce, vedno je na koncu največ odvisno od tiste vzgojiteljice, ki je za našim otrokom. Jaz moram reči, da sem srečal v naših vrtcih ogromno srčnih, ustvarjalnih posameznikov in moram reči, da seveda lahko smo zadovoljni s tem, kar imamo v naših vrtcih. V novomeški občini pravijo, da imajo posluh tudi za bolne otroke, zato lahko starši za vse svoje malčke v primeru daljše odsotnosti iz vrtca zaradi bolezni, to je nad 30 dni, uveljavljajo rezervacijo zaradi bolezni in za čas odsotnosti plačajo le 30% cene njim določenega dohodkovnega razreda. Ena pomembnejših točk zadnje trebanjske seje pa je bila potrditev proračuna za leto 2021 in 2022. Skoraj polovico denarja bo šlo za naložbe, med katerimi izstopa nekaj večjih projektov. Največji v naslednjih 2 letih bo gotovo dograditev podružnične šole Dolenja Nemška vas, o kateri smo že poročali. Ta trenutek najbolj aktualna zadeva je, da smo se prijavili na razpis za Dolnjo Nemško vas, in tam v Dolnji Nemški vasi računamo približno na 1 300 000 evrov sredstev. Če to dobimo, bomo investicijo, v teh 2 letih tudi dokončno speljali. Bomo ne glede na to, ali bomo uspešni ali ne, mi izgradnjo začeli tudi že v konec letošnjega leta. Ob idealnem scenariju pa bi morda že v šolskem letu, se pravi začetek šolskega leta 2022-2023, torej septembra 2022, prvi učenci že morda prestopili prag te nove dokončane šole. Na področju cest bo večji poudarek na projektih državnih cest. Med večjima izstopata izgradnja pločnika v naselju Veliki Gaber in gradnja krožišča pod gradom v Trebnjem. To gre za investicijo skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, gre za kar precejšen zalogaj, skupna investicija je ocenjena na 1 800 000, od tega
pade nekje 350 tisoč evrov na občino Trebnje, torej tukaj sodelujemo kot sofinancer. V občini bodo izboljšali tudi vodovodni in kanalizacijski sistem. Je pred nami tudi en večjih projekt, in sicer gradnja vodovoda Ječkovec-Zvalja, ki bi ga želeli začeti z gradnjo že v letošnjem letu, se pravi 2021. Na področju komunale, se pravi fekalne kanalizacije, pa je prvi projekt, ki ga bomo zdaj začeli izvajati, pa kanalizacija jezera. Z deli naj bi začeli že pred poletjem, načrtujejo pa tudi samostojno čistilno napravo. Lotili se bodo še kohezijskega projekta kolesarske povezave Trebnje-Mirna-Mokronog. Gre za del na geografskem delu občine Trebnje, torej Trebnje do Rodin. Ta del bomo mogoče razpisali že v letošnjem letu in ga tudi mogoče začeli izvajati konec leta 2021. Glavnina del pa bo izvedena v 2022. V naslednjih 2 letih bo v Trebnjem torej precej pestro. Za konec pa še nekaj manj resnega, a nič manj pomembnega. Občina Mokronog Trebevno je v nedeljo praznovala občinski praznik. V počastitev tega dogodka so pripravili manjšo slovesnost, na kateri so podelili tudi občinska priznanja za leto 2020, saj je lani prireditev zaradi epidemije odpadla. Žal tudi trenutne razmere ne dopuščajo, da bi bila dvorana upravno-kulturnega središča polna kot v prejšnjih letih. Zato so prireditev prilagodili razmeram. Ob upoštevanju vseh navodil in predpisov smo v dvorano povabili tiste, ki si danes najbolj zaslužijo. Gre za ljudi, ki so v tem občinskem prostoru in tudi širše v zadnjih nekaj letih in skozi svoje delovanje v kraju veliko doprinesli. Priznanje občine Mokronog Trebelno je za svoje delo s predšolskimi otroki, s katerimi deli svojo strast do lutk in lutkarstva, prejela Polonca Bartol. Najprej mi je všeč zato, ker je priznanje kulturi. Mislim, da je pa poklon eni taki moji izvirnosti, pa predvsem delu z otroki. Priznanje občine si je prislužil tudi Janez Bregant, ki je že 47 let član prostovoljnega gasilskega društva Mokronog, in sicer za aktivno spodbujanje razvoja in napredka gasilstva. Zagotovo mi to priznanje pomeni veliko v lokalnem okolju. Ob tej priliki bi se zahvalil tistim, ki so me pač predlagali za to priznanje. Listino občine Mokronog Trebelno so podelili kolesarskemu klubu Dolenjska balanca za uspešne športno-rekreativne podvige ter širjenje dobrega glasu o občini. Predvsem spodbudo za naprej, neko motivacijo, se pravi, da je tudi občina vidi, da delamo v neko pravo smer. Občinsko proslavo so izkoristili še za podelitev bronastih znakov civilne zaščite. Prejela sta ga Snežka Bizjak in Roman Grebenc. Zelo sem ponosna na to bronasto značko civilne zaščite. Je pa res, da v bistvu v gasilstvu ne delamo zato, da bi dobili neka priznanja, ampak je to tudi nek del življenja, ko se enkrat pač posvetiš in predaš delu v društvu. Hudo veliko, da so opazili, da sem delam in da svoje dolžnosti upravljam tako, kot treba, in to bom upravljal še naprej. V prihodnjem letu pa si želijo svečane proslave kot v prejšnjih letih. Naj se njihove, naše in vaše želje uresničijo, če ne danes, pa morda jutri. Hvala za pozornost in lep večer.